Pozdravljeni. Carlos Sainz mlajši je podpisal novo pogodbo z ekipo Williams. Kaj vse se skriva s tem novo nastalim partnerstvom, pa v naslednjih minutah. V preteklih mesecih je bilo precej govora o tem, kam bo odšel Carlos Sainz mlajši. Namreč na mizi je imel kar nekaj zanimivih ponudb, ampak njegove želje so bile očitno drugačne. Kot vsak voznik Formule 1 si je želel ekipe, v kateri bi lahko zmagoval. In pravzaprav sedaj bo marsikdo začuden, zakaj se je Sainz odločil za Williams. A verjetno od trenutka, ko je izvedel, da v skuderijo Ferrari prihaja Lewis Hamilton in da bo moral dobesedno narediti prostor, je Carlos Sainz mlajši meril na druge sedeže, ki pa niso bili na voljo oziroma niso bili namenjeni njemu. Dobro vemo, da v tem trenutku imamo 4 ekipe, ki so sposobne zmagati dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Ferrari, pri katerih je Sainz še to sezono in ki ima zasedene sedeže. McLaren, ki je druga ekipa, ki pa ima tudi oba voznika trdno na svojih mestih. Nato Red Bull, kjer pravzaprav nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo, in mnogo je bilo govora tudi o tem, da bi mogoče Max Verstappen zamenjal ekipo. In Carlos Sainz mlajši je želel biti pripravljen. In tu je treba povedati, da Carlos Sainz mlajši in Max Verstappen sta že bila moštvena kolega pri skuderiji Toro Rosso davnega 2015. In tudi zato je verjetno Sainzu bilo jasno, da poleg Maxa njegovo življenje ne bi bilo tako enostavno. In seveda ostaja Mercedes. Tam je na voljo sedež poleg Georgea Rusla, kjer ne vemo še, koga so določili, kjer so tudi oni čakali na odločitev Maxa, ampak sedaj bomo videli v nadaljevanju, da se pojavlja opcija, da bo celo Andrea Kimi Antonelli dobil priložnost direktno v tovarniški ekipi. Torej, Carlos Sainz mlajši ni dobil priložnosti v tistih boljših ekipah, a kljub vsemu na mizi je imel še kar nekaj mamljivih ponudb. Sauber, pomišljaj Audi. Ekipa, ki bo popolni konstruktor od sezone 2026, ki bo vlagala ogromna količina sredstev in kjer bi Sainz lahko imel vlogo prvega voznika. Prav z izbiro ekipe Williams je Carlos Sainz mlajši dal veliko zaušnico temu projektu Audi. Najprej bi tu sam dodal, da prihod Matije Binota verjetno ni bil nek pospešek v pravo smer, če so si tako želeli Sainza. Drugič, pri ekipi Sauber, pomišljaj Audi, so hoteli večletno pogodbo, ki bi verjetno Sainza vezala tja do zatona njegove kariere. In če pogledamo, da letos v sezoni 2024 je edina ekipa, ki ni dosegla niti ene same točke, prav Sauber, lahko razumemo skepso samega Sainza, zakaj ni z to švicarsko, bodočo nemško ekipo podpisal pogodbe, ker mu ne daje nekih tehničnih garancij, tudi če je v ozadju veliki konstruktor. Po drugi strani
vsaj tako so pisali mediji, so si ga želeli pri Alpinu. Pri Alpinu, ki izgublja pogonske sklope Renault, kjer se je vrnil Flavio Briatore in kjer verjetno lahko pričakujemo tudi menjavo lastništva v kratkem. In razumem, da Sainza tak sedež ni zanimal, kajti vidimo lahko, da se noče ukvarjati z ekipami, ki so v zatonu. Zato mu je ostala edino ena opcija. V resnici si ni izbral Williamsa, ampak drugega ni imel več na razpolago. Pri Williamsu je dosegel tisto, kar si je želel. Uradno večletno pogodbo, kjer pa je opcija o podaljšanju samo in izključno na strani voznika. Torej, v sezoni 2025 lahko lepo Carlos Sainz mlajši pri ekipi Williams počaka na razplet, kaj se bo dogajalo pri tistih glavnih ekipah, in če se odpre priložnost, nima težav prekiniti pogodbo in seveda presedlati tam, kjer si želi. In to je izjemno pomembno. Mnogi so mu ponujali seveda ali troletno pogodbo, kar pa v tem primeru bi njegovo kariero dobesedno ustavilo. In verjetno marsikdo se sedaj sprašuje, kaj pa se bo zgodilo naprimer pri ekipi Sauber, pomišljaj Audi oziroma Alpine. Tudi tam imamo proste sedeže, ampak prav ta odločitev Sainza je sprostila ogromno opcij. Naprimer, imamo Valtterija Bottasa, ki bi lahko ostal pri ekipi Sauber. Imamo varianto Liama Lawsona, ki je izjemno zanimiv za to na novo nastajajočo strukturo in kjer, vsaj tako poročajo viri, ima pogodbo z Red Bullom, ki pa velja do septembra. Če mu ne dajo sedeža, bo dobesedno prost. Po drugi strani v Alpine bi se lahko vrnil sedajni moštveni kolega Valtterija Bottasa, Zhou, ki seveda ni nek bliskovito hiter voznik, ampak ima nekaj, kar bi tej britansko-francoski ekipi dobesedno pomagalo. Ima pokrovitelje. In tu je treba poudariti, da Sainz v Williamsu še zdaleč ne bo imel enostavne sezone. James Wolf seveda je začel z to preobrazbo Williamsa, začel je z vlaganji v infrastrukturo, vidi se tehnični napredek. Ampak Carlos Sainz mlajši, ko bo prišel v ekipo, ki je nekako orientirana na Aleksandra Albona, si bo moral izboriti tisto prvo vodilno mesto. Do tega trenutka smo videli, da na tistem drugem sedežu kar nekaj sezon so bili vozniki, ki pravzaprav niso nudili ne vem kakega odpora. Govorimo naprimer o Nikolaju Latifiju ali Loganu Sargenttu. In sedaj, po dolgem času, bomo imeli Williams, ki bo v potencialu imel dva voznika sposobna redno dosegati točke. In to bi lahko peljalo do kakšnih notranjih sporov. Zagotovo Alexander Albon, ko bo razbil svojega Williamsa v prihodnosti, ne bo mogel zahtevati šasijo od Carlosa Sainza mlajšega. In mislim, da je to nam navdušencem jasno. A treba je povedati, da Sainz si ne želi ostati v Williamsu. Čaka na priložnost pri tistih boljših ekipah, predvsem tam v sezoni 2026. Seveda, zgodilo se bo lahko marsikaj. Videti moramo najprej, kdo bo sploh prišel na tisti drugi sedež pri tovarniški ekipi Mercedes. Razumeti moramo, kaj se bo zgodilo naprimer pri McLarenu, čeprav tam Sainz je že enkrat zaloputnil vrata.
prav takrat, ko je odšel k Ferrari. In tudi pri Red Bullu, po mojem, za Sainza velikega mesta ni. Namreč Helmut Marko je prav španskega voznika uporabil za neke vrste menjalno sredstvo z pogonskimi sklopi Renault. In to je nekaj, kar ostane v ozadju, kar se nekdo lahko spomni, kar pa ne pomeni, da so vrata dokončno zaprta. Pri skuderiji Ferrari bi bil povratek Sainza verjetno nekaj, o čemer bi vsi pisali zopet dolge tedne, morda celo mesece, in pokazalo bi se, naprimer, če bi do kaj takega prišlo, kako je ta kadrovska politika izjemno kaotična. A dvomim, da se bo to zgodilo. Torej, vidimo lahko, da pravzaprav, kar se tiče Sainza, tudi v bodoče pri tistih glavnih ekipah ni ne vem kakšnih možnosti, da bi se odprla neka prava priložnost. Namreč govorili smo o Andrelli, Kimiju, Antonelliju, ki je pod pogodbo tovarniške ekipe Mercedes že od leta 2018 in še ni polnoleten. Upam, da mu bodo dali priložnost in dvomim, da ga bodo zavrgli po eni sami sezoni. In tudi to lahko pokaže, kako v karieri voznika je potrebno biti na pravem mestu ob pravem času in imeti pravo priložnost. Seveda, Carlos Sainz mlajši ima kvalitete, lahko bi pokazal še bistveno več z pravo podporo ekipe, ampak do sedaj jih je zamenjal že nekaj. Namreč prišel je v skuderijo Toro Rosso, nato šel v Renault, pristal pri McLarenu, nato pri Ferrariju in sedaj naslednje leto bo pri Williamsu. Z mnogimi vozniki je bil moštveni kolega, pozna jih tako v dobrem kot v slabem. In kar je še bolj pomembno, poznajo ga po večini padokov, tako v dobrem kot tudi v slabem smislu. Tako da zanimivo, kaj se bo zgodilo, ampak vseeno ne smemo pozabiti, da ta odločitev Sainza je res neka negativna ocena celotnemu projektu Audi v Formuli 1. Niso ga uspeli prepričati ne po tehnični, športni in verjetno tudi kadrovski strani. A o tem, kaj bolj podrobno, kdaj drugič. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.